dobrodošli v novicah na ETV. 20. september je 264. dan v našem koledarju, do konca leta tako ostajata še 102 dneva. Izteka se teden mobilnosti, ki so ga obeleževali v občinah vsaka na svoj način. Če bomo hoteli preživeti, se bo moral odnos do prometa, avtomobilov, letal in križark temeljito spremeniti. Zadnja dva sta resnična onesnaževalca, ki puščata zelo velik ogljični odtis. Letalski promet bi morali res uporabljati veliko bolj premišljeno. Odveč je poudarjati, da se je peljati na počitnice z letalom velika okoljska pregreha. Pa s križarko na potovanje? Tudi to bi moralo postati nekaj, kar pride na pamet le redkim. Med epidemijo, ko so te prevoze omejili, je narava oživela in pokazala hvaležnost, ker si je lahko odpočila. Bi se dalo takšne prevoze omejiti? Gotovo. Tudi uporaba avtomobila bi lahko bila veliko bolj premišljena. Pa se spustimo z velikih višin in morskih gladin v realnost in si oglejmo, kaj so nam naše ekipe pripravile o tistem, kar se dogaja okrog nas. Kako so teden mobilnosti obeležili v Hrastniku? Z dneva odprtih vrat v Trboveljskem zdravstvenem domu. Zanimive razstave Nikolaja Mašukova. Ta teden, kot že povedano, poteka teden mobilnosti, ki so ga obeležili tudi v Hrastniku. Letos so k akciji pristopili vsi javni zavodi v občini. V sodelovanju s krajani in zaposlenimi so pripravili vrsto dejavnosti, skupni imenovalec pa je bila trajnostna mobilnost. V tamkajšnji osnovni šoli narodnega heroja Rajka so pripravili tematske delavnice. En dan so vsi zaposleni in učenci prišli v šolo brez avtomobilov, peš, s kolesom ali s šolskim avtobusom. V vrtcu so se podučili o pomenu hoje in se odpravili na krajše izlete in sprehode. Na Zasavski ljudski univerzi pa so pripravili poseben kviz na temo digitalnosti in trajnostnega razvoja. V Hrastniški knjižnici Antona Sovreta pa je bila trajnostna mobilnost tema razstave knjig in gradiv, ki so jih pripravili. Vse ustanove in zavodi so v tem tednu uporabljali javni prevoz, kolesa ali svoje noge. Pešačenje je, kot vemo, ena najbolj zdravih oblik gibanja, pa še zastonje. Občina Zagorje ob Savi pa je ob Evropskem tednu mobilnosti postavila novo ulično razstavo na temo mobilnosti. Ob regionalni cesti med nakupovalnim središčem Špar in mestnim krožiščem so na ogled fotografije dogodkov, s katerimi spodbujajo življenje brez avtomobila in skrb za lastno zdravje. Občina je v tem tednu skupaj z Nomagom omogočila brezplačno enourno izposojo električnih koles za naprej. Do nedelje tako lahko po zagorskih in okoliških kolesarskih stezah in cestah s kodo ETM Zagorje izkoristite brezplačno uro vožnje z električnim kolesom. Zagorski župan Matjaž Vagan pa je v tem tednu tradicionalno sedel za volan sopotnika, ki v občini že 3 leta opravlja brezplačne prevoze starejših. Tokrat je gospo Vido Kovačič z vrha pri Mlinšah odpeljal v Trboveljsko splošno bolnišnico in nato nazaj domov. Z brezplačnimi prevozi starejših imajo v Zagorju sicer dobre izkušnje, saj je letos 25 prostovoljcev do zdaj opravili že več kot 600 brezplačnih prevozov. Pa še v Moravče. Tamkajšnji župan dr. Milan Balažič se je konec prejšnjega tedna sešel z delegacijo podjetja GEN-I pod vodstvom Toneta Krkoviča in direktorjem podjetja Termit Antonom Serijanzem. Pogovor je tekel o pogojih in pripravah za skupno gradnjo velike sončne elektrarne na degradiranih območjih v občini. Slednja bi imela že v začetni fazi moč od 8 do 10 megavatov, v poznejših fazah pa bi lahko te kapacitete nagradili. Dogovorili so se, da bodo projekt izgradnje sončne elektrarne vodili skupaj. Zanje je občina Moravče že dobila dovoljenje države. Ko bo projekt končan, si občani Moravč lahko obetajo tudi prenovljeno električno omrežje in samozadostno cenejšo elektriko.
V Trboveljskem zdravstvenem domu so ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov pripravili dan odprtih vrat. Letošnja tema so bile napake v diagnostiki. Zagovorniki pacientovih pravic opozarjajo, da bi morala biti varnost pacientov v zdravstvu na prvem mestu. V torek so v 30 zdravstvenih ustanovah v Sloveniji in torej tudi v Trbovljah odprli vrata obiskovalcem in jih povabili, da si te ustanove ogledajo tudi takrat, ko niso bolni in ne pridejo tja zaradi pregleda ali obiska zdravnika, ampak zato, da si notranjost stavbe ogledajo in vprašajo vse, kar jih zanima. In na vsa vprašanja so dobili tudi odgovore. Tak način se zdi praktična in tudi nujna oblika preventivne skrbi za zdravje. Ja, mi smo se odločili, da letos sodelujemo v tem dnevu odprtih vrat, ki letos poteka pod sloganom Naredite prav, da bo varno. Iz razloga, na eni strani nam je zelo pomembno, da pacienti, čeprav vem, da včasih nimajo tega občutka, vedo, da so naša vrata za njih odprta preko različnih poti in načinov. Na drugi strani nam je pa zelo pomembna tudi varnost ne samo pacientom, ampak vseh udeležencev v zdravstveni obravnavi, tako zdravstvenega osebja kot tudi pacientov. Dejstvo pa je, da je varna obravnava predvsem tista, kjer si pacienti in pa zdravstveno osebje medsebojno zaupajo, kjer se poslušajo, ne samo poslušajo, kjer se tudi slišijo in pa kjer se tudi upoštevajo. Se pravi, pomembno je tudi to, da pacienti upoštevajo navodila zdravnika in ostalih zdravstvenih delavcev in pa predvsem to, da tudi preventivno skrbijo za svoje zdravje. Sprva so načrtovali tudi dogajanje na prostem, vendar so namero zaradi deževnega, hladnejšega in vetrovnega vremena opustili in ga preselili v notranjost zdravstvenega doma. Po odprtju so obiskovalcem razložili, kaj se bo dogajalo in jim delili zgibanke. Predstavili so delo Centra za krepitev zdravja, zatem pa je dr. Samo Fakin predaval o 12 navadah zdravih ljudi. Na hodniku 2. in 3. nadstropja so postavili stojnice, na katerih so se predstavila lokalna društva. Med njimi gre našteti Društvo Parkinson, Slovensko društvo za celiakijo, podružnica Celje, Društvo diabetikov Trbovlje, Zasavsko skupino Društva za fibromialgijo, Društvo osteoporoze Trbovlje, Društvo onkoloških bolnikov, Skupino za samopomoč Trbovlje, Društvo ledvičnih bolnikov Zasavje, Društvo Hospic, Zasavske lekarne in območno enoto Rdečega križa Trbovlje. Nastopili pa so tudi pevci iz vrtca. In kaj je obiskovalce najbolj zanimalo? Pri današnjem dogodku je največ zanimanja kot ponavadi tukaj pri stojnicah za meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ker si to ljudje še vedno radi izmerijo, če tudi si izmerijo doma, radi tudi preverijo na naših stojnicah, če te meritve doma držijo, radi potem kakšen nasvet izvejo. Za obiskovalce, paciente in zdravstveno osebje so pripravili tudi nekaj spretnostne zabave, sestavljanko iz 300 koščkov. Tema, s katero so se sestavljavci soočili, je bila fotografija zunanjosti zdravstvenega doma. Tole je pa sestavljanka varnosti. Osnovna ideja je bila, da v bistvu vsak izmed udeležencev tega dneva odprtih vrat dobi košček sestavljanke, ki ga potem pač poišče in skupaj poskušamo ustvariti to sliko, ker v bistvu smo vsi en košček te sestavljanke glede varnosti, tako zdravstveni delavci kot pacienti. In ko bo ta slika v bistvu končana, jo bomo obesili tudi v sejni sobi zdravstvenega doma. Je pa kar, kot vidite, težek izziv, nismo še sestavili, upamo na to, da jo bomo do konca tega dneva. Ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov so pripravili še vrsto dogodkov. Dan pred tem je potekala strokovna konferenca z okroglo mizo z naslovom Radiologija, jedro problema ali rešitve. V Ljubljani so pripravili novinarsko konferenco. Prav danes pa so nekatere stavbe po državi osvetljene z oranžno barvo, ki opominja na Svetovni dan varnosti pacientov. V Trbovljah sta bila v oranžno odeti občinska stavba in zdravstveni dom Trbovlje.
Še ostajamo v Trboveljskem zdravstvenem domu. Ekipa Reanimobila nujne medicinske pomoči se je udeležila tradicionalnega 16. strokovno-izobraževalnega tekmovanja teh ekip na Rogli. Osvojila je odlično drugo mesto, imela je le 0,3 točke manj kot zmagovalna ekipa. Zdravstveni dom Trbovlje so zastopali zdravniki Tina Balog-Kotnik, Klemen Gobec in Tilen Menard. V Trboveljski splošni bolnišnici se po začasnem zaprtju pediatričnega in ginekološko-porodnega oddelka stvari umirjajo. Kot nam je v elektronskem sporočilu napisala strokovna direktorica dr. Tadeja Jelenko, so v tem tednu težavo rešili s pogodbenimi sodelavci, prihodnji teden pa se na delo z bolniškega staleža vrača redno zaposlena pediatrinja. V bolnišnici so pomirjeni in javnost si je oddahnila, vendar je to le začasna rešitev in je le vprašanje časa, kdaj se bodo težave ponovile. Doktorica Jelenko je še poudarila, da bodo v bolnici s pomočjo zunanjih sodelavcev nekako zmogli prebroditi letošnje leto, če bo sistem javnega zdravstva to omogočal. Predviden odhod obeh specializantk je pustil veliko vrzel, ki je ni mogoče nadomestiti čez noč, saj tovrstnega kadra primanjkuje. Razpis za direktorja bolnišnice se sicer izteka danes, konec prihodnjega tedna naj bi se sešel tudi svet zavoda. Prihodnjo sredo bo potekal svet regije, na seji tega organa pa je bil aprila letos gost tudi direktor Kurent, ki sam, kot vemo, konec meseca odhaja iz Trboveljske splošne bolnišnice. Kot prvo moram povedati, da sem jaz bil gost na seji sveta regije, ki je najvišji organ regije, že v mesecu aprilu, kjer sem župane seznanil s problematiko in takrat smo se dogovorili, da se bomo jeseni pogovarjali naprej. Zdaj pač jesen je nastopila očitno, čeprav je uradno še poletje. Tudi v lanskem letu so se parkrat zgodile podobne zadeve, da smo bili prisiljeni kakšen oddelek za kak dan zapreti, ker preprosto zaradi pomanjkanja kadra nismo mogli sestaviti urnika. Dejstvo pa je, da urnik, če ni zdravnikov in zagotavlja 24-urno neprekinjeno zdravstveno varstvo, ni tako enostavno in ustanovitelj to ve. Prav tako vejo to predstavniki sveta zavoda, še posebej tisti, ki so imenovani strani ustanovitelja, torej strani države. Za stanje zagotovo ni krivo le vodstvo bolnišnice. Svoj delež mora prevzeti tudi ustanovitelj, ki je država. Treba je jasno povedati, da si do zdaj v 2 letih težavne razmere v Trboveljski bolnišnici ni utegnil ogledati nihče od pristojnih. Nekaj krepkih je na račun razmer povedal tudi tokratni gost tedna, dr. Samo Fakin. Pogovor z njim si lahko ogledate po novicah. Kaj je za narediti z bolnišnico Trbovlje? Jaz sem našemu županu, gospodu Pozniču, napisal okvir, ki ga je treba upoštevati. To je prvič, da bolnica posluje ekonomsko uspešno, dela minimalni dobiček, tako kot vsi mi, tako kot vse gospodarske družbe, zato da lahko vlaga v razvoj. To je osnova. Ne? Potem mora pa seveda bolnica prilagoditi notranje procese tako, da se bo to zgodilo. Ne? Mora se ekonomizirati. Ne? Kdo mora to ekonomizirati? Ni čarobne palice. Ne? Čakajo na Ministrstvo za zdravje, da bo nekaj odredilo, ne bo odredilo, ker ima preveč drugih težav. In treba je tudi se zavedati, da je bolnica Trbovlje ena najmanjša, oziroma skoraj najmanjša splošna bolnišnica v Sloveniji in kot taka za zdravstveno politiko ni pretirano zanimiva. Saj ne toliko, da bi bila v konstantnem fokusu. Ministrstvo za zdravje, politika ne bo ukrenila nič. Torej, prva stvar, ki bi jo morala bolnišnica poskrbeti za svoje dolgoročno bivanje, bomo rekli, ne, je postati bolj zanimiva, verjetno, ne? Ja, ne, bolnica je mehna, ne, in ima kar nekaj ranljivih točk od kadra, predvsem pa na določenih področjih ni dovolj pacientov, ne. Rečemo na pediatričnem področju, se pravi oddelek, je že kar naprej a priori slab. Ne? Oddelek, ki nima najmanj 15 zasedenih postelj dnevno, ga ne moreš organizirati tako, da vsi tisti, ki tam delajo, iz prihodka zaslužijo za svojo plačo. Ne?
Razvojna regionalna agencija Zasavje nadaljuje s programom podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Poni Zasavje 2023-2028. Objavili so tretji javni razpis za tretjo skupino, v kateri naj bi se usposabljalo 10 do 11 bodočih podjetnikov. Projekt Poni Zasavje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in uresničijo svojo podjetniško idejo. V projekt se lahko vključijo vsi, ki imajo poslovno idejo, ne glede na to, koliko so stari, kakšno izobrazbo imajo in ali imajo status brezposelne osebe. Pogoj je le, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v zasavski regiji in da na dan začetka vključitve lahko podpišejo pogodbo z agencijo. Javni poziv je odprt do 16. oktobra, udeleženci pa se bodo v projekt vključili predvidoma novembra letos. Malo kdo ve, da v Zagorju obstaja društvo Savski gusari. Ustanovili so se pred 20 leti, svoj jubilej so obeležili 1. septembrski petek in to na obrežju Save v Zatonu. Ta prostor je že od začetka njihova izhodiščna točka in prostor za druženje. Čeprav je vreme kazalo, da bo prireditev treba odpovedati, se je zamudo vendarle odvila. Na začetku so člani mladinske sekcije brodarskega društva TKI Hrastnik in Savski gusari prikazali kajakaške veščine na brzici, sledil je prikaz medsebojnega reševanja iz vode. Nato pa še glasbeni program v izvedbi skupine Percussions na lokalih iz Litije, ki so zaigrali 2 skladbi. O delu društva je govoril predsednik. Delujemo povezovalno z vsemi občinami v Zasavju. Naša vizija je razvoj trajnostnega turizma na in ob prostotekoči Savi. Seveda vaše društvo ne deluje samo kot neko povezovalno društvo, imate tudi druge naloge in pa zadolžitve, ki so vam jih nekako dale občine. Če omeniva samo izlake, ki ni Sava, in pa tudi ostale dejavnosti, ki potekajo ob Savi, katere so to? Vzdržujemo tudi mokrišče na izlakah, ker smo edini, ki lahko upravljamo to delo v vodi. Seveda pa delovanje na Savi je poleg turistične dejavnosti namenjeno še verjetno razvoju česa drugega. V ta namen smo ustanovili sekcijo kaja-kanu na divjih vodah, v kateri bomo mlajše učili kajakaštva in jih pripeljali do profesionalizma. Poleg tega pa skrbite tudi verjetno za čiste bregove? Absolutno. Vsakič, ko se spustimo po Savi, vedno si kdo pobere kakšne smet in vsaka smet, ki jo pobere, še je manj ob Savi. Ja, omenil sem vlačugarske poti, zdaj, kakor delajo te kaskade, dejansko bo bolj varna vožnja z avtom ob Savi. Obiskovalce je pozdravil tudi zagorski župan Matjaž Švagan. Eden od vrhuncev je bil performans na vrveh in v Savi z naslovom Savski suspens, ki govori o moči denarja namesto dejanskih problemov, ekoloških in kulturnih. Seveda dogodek ne bi bil popoln, če ne bi zazvenela pesem o Savi v izvedbi Vlada Poredoša, ki je predstavljal bando čuvajev Save. Prireditev je obeležila tudi projekcija filma Odtenki Save režiserja Vukašina Šobota. V zagorski vili Medeji bodo v galeriji Medija naslednji mesec gostili zanimivega ustvarjalca Nikolaja Mašukova. Akademski kipar in slikar v Sloveniji, v Ljubnem na Gorenjskem, živi že 30 let. V slovenskem in tudi mednarodnem umetniškem prostoru se je uveljavil v slikarstvu, kiparstvu, znanje po risbah, keramiki, grafiki in instalaciji. V svojih delih sega v zgodovino, mitologijo in religiozno mistiko. Na razstavljenih slikah je videti različna mitološka in domišljijska bitja. Gledalcu se porajajo vprašanja, ali takšna bitja v resnici so. Umetnik sicer prihaja iz daljne Sibirije. Na odprtju razstave je obiskovalca tematike del osupnila. Tovrstnih stvaritev namreč niso vajeni in so zanje nekaj novega.
Ja, ta razstava predstavlja dva cikla, drugače to dva cikla iz večjega opusa, 4 sence ladij. И та опус составлен из 4 метафизических механизмов: бинарность, бинарная напетость, хаос и эквилибриум, равновесие. И только Милан почутил, только некий дел из опуса «Пассио», страсть, и сигурно внутри присутствует некая энергетика, некое состояние борьбы огня и такие речи, те, что человека разбуривают. И в нашем оживлении огромно догаяние, те, что человека справят в некое состояние задриги, или могуче не мира, ампак по тем настанет из tego стане хаоса, из хаоса настанет равновесие. И только тут представлены некие слики из цикла равновесия. Na razstavi je avtorja in razstavljena dela obiskovalcem predstavila umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibil-Šajn. Z umetnikom se poznata, zato je opisala njegova dela in tudi osebnost. Kustos razstave Milan Razboršek je odprtje razstave povezoval. Vsebino eksponatov je opisal, da gledalec, ko stopi v prostor s takšnimi deli, občuti, da vanj zapiha močan veter. Za zagorsko razstavo so izbrali 20 slik. Vsaka zahteva svoj čas, delo, natančnost in potrpežljivost. So pa različne po tematike, po velikosti in dolžini ustvarjanja. Na vprašanje, ali ima morda med temi deli tudi svoje najljubše, je po tehtnem premisleku povedal. To je zaradi tega, da to je ena iz zadnjih slik, ta, što predstavlja cikl Equilibrium. И ту слику я делал с некой болечиной, заради того, да та слика наменена догаянию, та, что догает с моей державой и с Украиной, та конфликт абсолютно неразумливый для нормальных людей. И только я приказал конфликтную ситуацию, та, что догает в зраке, и на фоне видно такое доенчики в огне. То je pomeni, da prihodnost teh dveh narodov ogrožena in lahko pride do nekih takih kataklizmov, da naslednje pokolение bo ne samo ogrožena, a bo uničena. Na odprtju je nastopila tudi Eva Rojko. Mašukov je sicer pred nekaj leti že razstavljal v Zagorju. Pričujoča razstava bo v zagorski vili Medeja v galeriji Medija na ogled do 13. oktobra. Tradicionalno se vsako prvo nedeljo v septembru zberejo šahistke in šahisti, da tekmovalno počastijo spomin na Toneta Pozniča, prvega predsednika šahovskega kluba Zagorje, ki zdaj šteje že okrog 200 članov vseh generacij. Kot običaj, o prvo potezo naredijo članice družine Poznič. Zadnja leta sta v ospredju njegovi vnukini, predtem sta bili žena in hči. Turnir vsako leto poteka v stekleni dvorani Delavskega doma v Zagorju, kjer imajo tekmovalci odlične pogoje. Tokratnega turnirja se je udeležilo 58 tekmovalcev in tekmovalk. Več o tekmovanju pa predsednik kluba. Po mednarodni lestvici oziroma po nazivih so prijavljeni 3 mednarodni mojstri. Pa je nekaj še FIDE mojstrov in mojstrov. Žal velemojstra ni nobenega, pa morda kdaj drugič. Opaziti pa je tudi predvsem mladih tekmovalk in tekmovalcev. Res je. Povabimo vedno vse, ki jih zanima šah, šahovska igra, ki šah
igrajo doma za zabavo, da se takole sprobajo, pa mogoče, da se vpišejo na resne treninge. Današnji turnir je hitropotezni, igra se čez 2x7 minut plus 3 sekunde dodatka na potezo. Kdor zgubi na osnovi časa, da mu zmanjka časa, je ravno tako izgubil, kot če dobi šahmat. Predvidenih je 9 krogov. Kot je napovedal Predrag Grujič, sta prvo in drugo mesto osvojila mednarodni mojster Leon Mazi in za njim Vladimir Hrešč, tretji je bil Jure Plaskan. Najboljši Zagorjan v članski konkurenci je bil Dušan Vukmirovič, ki je zasedel 10. mesto. Mimo turnirja vsem tistim, ki jih zanima šah, še povejmo, da vse podrobnosti o treningih in informacijah povezanih s šahom dobite vsak torek ob 17. uri v prostorih Društva upokojencev Zagorje. In še k tenisu. Po dolgih 15 letih je vnovič odprt teniški center Zagorje, ki za vas dela vse dni v letu od 6. ure zjutraj do 23. ure zvečer. Ponudba v centru je široka. Ponujajo vam najem teniških igrišč, šolo tenisa za otroke in odrasle, pomerite se lahko v odbojki na mivki. Opremo si lahko izposodite, vadite posamično s trenerjem in se vključite v teniško ligo za ljubitelje ali v otroško ligo vključite svoje otroke. Te lahko vpišete tudi otroško teniško šolo, ki poteka od septembra do junija. V teniškem centru vam ponujajo še namizni tenis in biljard. Svoje mišice lahko utrdite v fitnesu in posedite v njihovem baru. Za obisk se lahko dogovorite po telefonu ali si njihovo ponudbo ogledate na družabnih omrežjih ali spletni strani. Drage gledalke, dragi gledalci, Tednu mobilnosti in Svetovnemu dnevu varnosti pacientov sledijo 3 misli na temo zdravja. Svojim telesom bomo usklajeni le, če ga bomo imeli resnično radi in ga spoštovali. S sovražnikom se namreč ne moremo dobro sporazumevati, pravi prva. Zdravja ne odtehtajo vsi zakladi sveta, dodaja druga. Tretja pa pravi, da kdor se redno smeji in se dosti giblje, si zdravje zagotovi. Veliko zdravja in dobre volje vam želi naša ekipa, ki je pripravila današnje novice. Vse lepo do naše prihodnje oddaje in srečno!